Lepo pozdravljeni, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Ja, leto 2013 je vse bolj samo še oddaljena preteklost, naše misli, cilji, načrti, ideje, življenjska energija, vse to pa usmerjeno v tukaj in zdaj. Seveda z mislijo na prihodnost, vse to bodo dobri temelji tudi za prihodnje ustvarjanje našega življenja. Naj se vam ob tej priložnosti prav lepo zahvalim za vse lepe misli, ideje, skratka za vsa sporočila, ki ste mi jih poslali po lanski božični oddaji. Veliko jih je bilo, veliko zanimivega, veliko tudi uporabnega in marsikaj od tega, kar ste predlagali, boste lahko slišali tudi v prihodnjih oddajah Moja slovenščina. No, kot ste pa že navajeni, tudi tokratno oddajo začenjamo s čim drugim kot jezikovnim namigom. No, tokrat v jezikovnem namigu nekaj minut namenjamo rodilniku. In sicer tako imenovanemu rodilniku zanikanja. Rodilnik v zanikanih povedih namreč vse bolj izpodriva tožilnik, pa to ne samo v pogovornem jeziku, ampak vse bolj tudi v javnih govorih, tudi v glasnih sporočilih. No in tukaj na začetku vidite nekaj primerov, pa pomislite pri sebi, ali je prav zapisano tako, kot je, ali je vendarle kaj narobe, nam kaj ne gre v uho, se nam ne sliši dobro, kot radi pravimo. Torej, to knjigo pa res ne izgubi ali pa ne morem jo najti. Ana ni vzela tvoj pulover. Zakaj pravzaprav gre? Torej za tako imenovani rodilnik zanikanja, ki tule ni uporabljen pravilno, ni uporabljen ustrezno oziroma je nadomeščen s tožilnikom. Recimo tudi ta primer iz oglasnega sporočila: zbiralna akcija, podari, kar ne potrebuješ. No in če zdaj pogledamo še, kako bi bilo pravilno, kako bi bilo ustrezno, torej ne to, ampak ta kazalni zaimek rodilniške oblike, se pravi te knjige pa res ne izgubi, se pravi rodilniška oblika tako za zaimek, kot seveda tudi samostalnik, ker se v spolu, sklonu in številu ti dve besedi ujemata. Ne morem jo najti, namesto tega ne morem je najti. Ana pa ni vzela tvojega puloverja, ne pa tvoj pulover. In pa zbiralna akcija, podari, ne kar ne potrebuješ, ampak tudi te zaimke sklanjamo, se pravi podari, česar ne potrebuješ. Ja, največ težav imamo pri tožilniku, ki je brezpredložni, to pomeni, da zraven ni predloga. Ko se torej ta pretvori v nek drug sklon, najpogosteje je to seveda rodilnik, torej prav drugi sklon. Pišem nalogo, ne pišem naloge, ne pa ne pišem nalogo. Oče ima motor in oče nima motorja, ne pa oče nima motor. Kupila sem si kolo, nisem si kupila kolesa. No, to pride, mimogrede, povem še do nečesa, do podaljšave samostalnika z S, se pravi, nisem kupila kolesa. Ne, čeprav imamo v imenovalniški obliki kolo. No, takšnemu rodilniku, kot sem že omenila, rečemo zanikani rodilnik oziroma rodilnik zanikanja. Dilema pa nastane, kot smo že videli tudi iz primerov, torej pri različnih besedah, pri zaimkih, samostalnikih, tudi potem, če pogledamo pri osebku, ta je pa najpogosteje imenovalniku in pa potem torej v rodilniku, v tej drugi sklonski obliki. V rodilniku je takrat, ko ima poleg sebe glagol biti, ki je v pomenu nahajati se, obstajati. Se pravi, sestra je doma in potem sestre ni doma. Knjiga je na mizi, ampak knjige ni na mizi, pravica je, pravice ni. Se pravi, kadar je zraven glagol biti, potem se torej izražamo takole. No, pri zanikanih zaimkih se prav tako pojavi dilema, kadar imamo v mislih torej v zaimku predmet. Prej smo rekli osebek, zdaj kako je, kadar je to predmet. To pa ne razumem, ni seveda pravilno, ni ustrezno, ampak tega pa ne razumem. Se pravi, v tem primeru kazalni zaimek prav tako postavimo v drugi sklon, se pravi v rodilnik. Tega pa ne razumem ali pa to pa ne vem, pravilno bi bilo tega pa ne vem, ne pa to pa ne vem. Ampak tu pa si strokovnjaki niso povsem enotni.
dopuščajo obe možnosti, se pravi, nič nimam ali pa nič ne vem, oziroma lahko tudi ničesar ne vem, ničesar nimam. Se pravi, bodimo pozorni na to, kdaj uporabimo rodilnik in kdaj je prav, da uporabimo tožilnik, kajti kot sem rekla, se najpogosteje pojavijo napake ravno pri zamenjavi tega, torej da pozabimo na tako imenovani rodilnik zanikanja. Bodite pozorni na tovrstne napake, poslušajte tako sebe kot seveda tudi ostale in tiste, ki jih lahko popravite, jih popravljate, zato da bomo seveda govorili pravilno, da bomo govorili ustrezno. Tako kot sem že uvodoma omenila, je to postalo vse bolj popularno v pogovornem jeziku, pa tudi v uradnem sporazumevanju, tudi v javnih, torej v medijih. Ljudje govorijo že takole, sem si zapisala primer minister za, ne bom povedala, kateri, je rekel pred dnevi takole: verjamem, da korak nazaj v Sloveniji ne bomo naredili. Se pravi, kaj je tu narobe? Verjamem, da korak nazaj v Sloveniji ne bomo naredili. In tako naprej. Kaj je tu narobe? Seveda spet ta napačna raba sklona, in sicer smo rekli, da gre za rodilnik zanikanja, da je rodilnik zanikanja tisti, ki bi bil v tem pravilu pravilen, ker pravi ne bomo naredili, verjamem, da korak nazaj v Sloveniji ne bomo naredili, se pravi, gre za zanikanje, zato seveda tu manjka tale A, ki označuje, torej končnica, ki označuje, da gre za rodilnik, ne pa za tožilnik. Torej, če ponovim še enkrat, verjamem, da koraka nazaj v Sloveniji ne bomo naredili. No, in kot sem rekla, tudi ta zaimek to je izjemno pogost, to mi pa še nisi povedala, namesto tega mi pa, namesto tožilnika, rodilnik, tega mi pa še nisi povedala. Tako, bodimo pozorni, ne samo poslušajmo, ampak tudi slišimo drug drugega, in tudi tako bomo zdaj v tem času, saj je vendarle tudi čas vse bolj blizu kulture smo, pogovarjamo se tudi, in s kulturo je seveda povezan tudi jezik, in po raziskavah, ki so jih delali pred kratkim, smo spet nekako pristali Slovenci na dnu, kljub temu, da je slovenščina na maturi, pa vendarle je prav slovenščina bila tisti predmet, ki je bil med najslabše ocenjenimi, torej strokovnjaki ugotavljajo, da smo slabo pismeni. Zdaj, kaj je za to krivo? Vzroki so seveda različni, med drugim tudi ta mobilna telefonija, ta nov način sporazumevanja, ta tehnika, ki je prinesla sicer veliko ugodnosti, veliko prednosti, da se prav razumemo, a vendarle tudi veliko pomanjkljivosti, in zagotovo je na prvem mestu teh pomanjkljivosti ta, da zato ljudje vse manj beremo. To pa je prvi in osnovni način, da seveda imamo posluh za jezik in da seveda tudi prek prakse obvladamo teorijo, obvladamo neka jezikovna pravila, kar pomeni, da če nismo slovenisti, se jih ne bomo učili na pamet, se jih ne bomo pifljali, ampak jih bomo prav prek branja različne literature tako spontano, nehote usvajali, kar je tudi pravzaprav dobro. Tako da čim več berite, in naj bo tudi to v okviru jezikovnega namiga tokratno sporočilo, ker kot sem rekla, prihaja Prešernov dan, dan Prešerne kulture, in veliko berite, izobražujte se na področju kulture, na področju jezika. Na rokah držim res debelo knjigo, to je Slovenski etimološki slovar Marka Snoja. To je knjiga, iz katere vam vsakih 14 dni izbiram in predstavljam zanimive besede, razlagam izvor zanimivih besed. Polna je res zanimivih besed, zanimivih razlag, in za tokrat sem izbrala
v bistvu dve besedi, ki sta povezani, ki označujeta karakterne, se pravi lastnosti, osebnostne lastnosti. Prva beseda je kolerik, ki sega v 19. stoletje in prav zanimiva vam bo tale verjetno razlaga, zakaj kolerik in s čim je povezana. Torej žolčnež, koleričen, koleričnost, včasih tudi rečemo nekomu, ki je koleričen, po našem mnenju seveda, brez da bi ga prej testirali, pravimo, da je pa pravi žolčnež. No in gre za tujko, ki je prevzeta in prilagojena iz nemške tovrstne besede koleriker, v enakih pomenih, kar je prek latinske besede kolericus, izposojeno iz grške istoimenske besede in pomeni torej žolčen. Grška beseda je izpeljana iz grške besede kole, kar pa pomeni prav dobesedno zeleni žolč oziroma jezo, sovraštvo. Se pravi, če boste kdaj se vprašali, zakaj vam je nekdo rekel, zakaj vas je nekdo označil za žolčneža, boste vedeli, od kod ta povezava. No in kot sem rekla, še eno osebnostno lastnost bomo pogledali. Še eno besedo, to je beseda sebičen, prav tako iz 19. stoletja. Sebičen, sebičnež, sebičnica, vse te izpeljanke sodijo v to isto kategorijo, v to isto skupino. Enako je tudi hrvaška, srbska beseda sebičen, izpeljano iz sebe, zato sebičen, torej sebe, kakor je na primer tudi angleško selfish, kar pomeni sebičen in je prav tako izpeljano iz self, kar pomeni se oziroma sebe. Je veliko različnih želja za razlago osebnih imen. Seveda nas vse zanima, odkot naše ime izvira. Dale Carnegie je rekel, mislim, da sem to že povedala, da je vsakemu njegovo osebno ime najpomembnejše in seveda ne glede na to, da včasih morda v obdobju odraščanja rečemo, joj, meni pa moje ime ni všeč, nisem z njim zadovoljna in mnogi si ga tudi zamenjajo, spet zaradi različnih razlogov, morda po nekih numeroloških izračunih, morda čisto zaradi nekih drugih zadev. No pa vendarle poskušam gledati, da izmenično razlagam moško, žensko ime in da razlagam imena, ki dejansko v našem okolju so, tako da verjamem, da je med vami tudi veliko Marjanov in danes poglejmo, kaj pravzaprav pomeni to ime, odkot izvira. Torej, ime mi je Marjan. Marjan izhaja iz latinskega imena Marianus, ki ga nekateri razlagajo kot izpeljanko iz latinskega imena Marius. Ime Marius, zanimivo, se skupaj z različico Marinus povezuje z latinskima besedama mare v pomenu morje in Marinus v pomenu morski. No, nekateri pa ime Marjan povezujejo tudi z imenom Marija, se pravi žensko obliko. Marianus bi bilo tako pridevniško ime v pomenu Marijin, nanašajoč se na Marijo. In slovenske različice tega imena, veliko jih je, vse imajo pa to isto osnovo, torej Marjan, tako Marjan pisano samo, torej brez j, skupaj s samoglasnikoma i in a, Marjano, Marij, Marjan, Marjanček, Marjano, Marijo, Marijo z j ali brez j, Marislav, Marijo, Marjančo in tako naprej, pa tudi ženske oblike, od Marjan seveda, Marjana, Marjanca z i ali brez ija in tako naprej, tudi narečno obliko poznamo, to je Marjon. No, kako pa je s pogostostjo tega imena, tudi to nas vedno zanima, kje na lestvici smo s svojim imenom, ali je veliko oseb s takim imenom v Sloveniji ali ne. No, in po podatkih Statističnega urada 31. decembra 2007 je bilo takole, v Sloveniji je bilo moških oseb s tem imenom, se pravi z imenom Marjan, 13.625 in tako se je znašlo to ime Marjan po pogostosti uporabe na 9. mestu. Ja, tako, Marjani, zdaj boste vedeli, odkot izvira vaše ime, kaj pravzaprav pomeni in v katerih različicah vse vas lahko znanci, prijatelji tudi pokličejo, pa da se boste ozrli. Čau! Hej, kaj dogaja? Ej, pa nič, pa pri tebi? Mislim, tle malo fejs čekiram. Nič, jaz sem bila lihkar v trgovini. Glej, imam nove šuhe. Ful so hudi. Kje si jih pa kupila? Tam v Bršljinu, neka nova trgovina.
ful dober. Res gledajo dobri. Ja, ful so udobni, res. Pa imajo velike izbere pa to. Niti ne. Pa si pa dober pač trofila. Ja. Neč moram iti. Ajde, svidno. Čau! Stavek kva dogaja pomeni kaj novega in ga največkrat uporabljamo, ko rečemo čau, kva dogaja. Beseda šuhi pomeni čevlji in največkrat ga uporabljamo, ko rečemo naprimer ful imaš hude šuhe. Čekeram face pomeni pregledujem Facebook, kar pač naprimer uporabljamo, ko se pogovarjamo s prijateljem ali pa prijateljice in rečemo čekeram face, pa ni nič novega. No, za tokratno oddajo Moja slovenščina pa sem izbrala knjigo Tiho deklica, ki vas bo zagotovo, ko jo boste začeli brati, posrkala vase svojo zanimivo zgodbo. To je namreč roman. Roman se loteva občutljive in v sedanjem času še kako aktualne teme, to je družinsko nasilje, o katerem je v zadnjem času sicer že več govora, pa verjetno bi rekle žrtve, da še vedno veliko premalo, zato je prav, da se vse bolj pogovarjamo tudi o tem, da se izobražujemo na tem področju in morda bo na nek način seveda prek literature z literarnega zornega kota na to opozorila in zbudila nekaj razmišljanja v nas tudi ta knjiga, torej roman Tiho deklica. Torej srednja junakinja je Gillian, ki ima sicer urejeno življenje na začetku, vsi ga zavidajo, je uspešna arhitektka, mož je policist, imata tudi dva otroka, živijo v čudoviti hiši v predmestju. Skratka, navzven se vidi, kot da jim prav nič ne manjka, da so zelo uspešni, dobro situirani in da bi rekli, imajo srečo v življenju, kot radi rečemo. V bistvu si ta osrednja junakinja Gillian prizadeva, da bi svoja otroka, in sicer je sta stara 8 in pa 4 leta, zaščitila pred kruto resničnostjo, kajti kljub temu, da je mož, kot sem rekla, policist, ona razgledana, izobražena ženska, vendarle ni vse v njihovi družini, v njihovi hiši tako, kot se na prvi pogled zdi. V bistvu bi svoja dva otroka rada zaščitila pred to kruto resničnostjo očetove službe in pa zunanjim svetom. V krogu družine pa preživi nanju oziroma na njih 3, torej oba otroka in pa ženo največja nevarnost in to kljub temu, da je mož, kot sem rekla, policist. Gillian predvsem izkriva to moževo naravo, to njegovo fizično in tudi psihično zlorabo. Poskuša seveda prikriti, kaj se v resnici v njihovi družini dogaja. To je tako, kot se verjetno v mnogih družinah, ko nadenejo masko, preden stopijo pred ljudi in se žal včasih šele prepozno ugotovi, kaj se je dogajalo, ko morda socialna služba ali pa v šoli učitelji ugotovijo, da vendarle ni vse tako, kot se zdi. No, ampak seveda zgodba je zapletena, je na nek način tudi kriminalka in ko poskuša mož Gordon ločiti ženo od njunih otrok, se ona zaveda, nima ničesar izgubiti in da se bo za njo in za resnico borila. Je pa seveda zelo težko, ker so toliko časa delovali kot izjemno srečna, uspešna družina, kot da se imajo radi, kako pa naj zdaj vendarle ljudem in pristojnim službam pove in dokaže, da ni bilo vse tako, kot je zgledalo navzven. No, odločila se je seveda za drzno potezo, da bo ukrepala, da se bo za svoja otroka borila in ob tem se seveda zaveda, da je mož zelo močan, tako psihično kot tudi fizično, da je zelo pretkan in da bo morala res izdelati zelo premeten načrt, s katerim bo lahko pristojnim službam dokazala resnico in da bo moža soočila z njo in tako obdržala svoja otroka in da bodo lahko zaživeli normalno življenje. No, knjiga ima tudi res tako izobraževalno noto, na koncu so tudi vprašanja za razpravo.
Se pravi, ko knjigo preberete ali pa morda prebere celo cela družina, potem je to nekaj vprašanj, ki nam jih avtorica naniza kot ključna vprašanja, ob katerih se lahko v različnih temah v družini pa tudi širše pogovarjamo. Pravi, razmislite o Gillian kot o materi, mislite, da je bila dobra mati ali morda kaj sočustvujete z njo, kakšna je bila na začetku zgodbe, kakšna na koncu, kaj mislite, ali je prav, da sta tako skrivala vse to pred drugimi, da je njun zakon toliko časa zgledal kot v redu zakon navzven. Kaj mislite, kaj bi se zgodilo, če bi Gillian še naprej vztrajala v tem zakonu? Mislite, da bi to imelo kakšne posledice tudi na kasnejši razvoj otrok? Ali se vam morda smili tudi on, torej tudi njen mož, Gordon, ali mislite, da bi se drugače vedel, če bi se poročil z drugo žensko? Kaj menite o incidentih in tako naprej? Skratka, knjiga, ki je vredna, da jo vzamete v roko in da se o njej tudi, ko jo boste odložili na pult, še nekaj časa pogovarjate in na ta način morda, če ne sebi, pomagate tudi prijateljem, prijateljici, znanki, kajti prav je, da se tisto nasilje, da stopi izza zaprtih zidov in da se ustavi. Torej, Tiho deklica je tokratna knjiga v Klub Knjigobob. Nagradno vprašanje je povezano s knjigo Tiho deklica in sicer me zanima, kaj je po poklicu osrednja junakinja Gillian Kane. Odgovor pošljite na naš že znani naslov televizija, vaš kanal Podbevškova 12 8000 Novo mesto. Če boste pošiljali po klasični pošti, se pravi recimo na dopisnici, lahko pa pošljete tudi naslov po elektronski pošti in sicer odgovor po elektronski pošti in sicer na naslov vas kanal afnatv-nm.si. Pa poglejmo do kdaj. To lahko storite do 3. februarja letos, torej do 3. februarja sprejemamo vaše odgovore. Ne pozabite pa pripisati na dopisnico ali pa v zadeva, če boste pisali po elektronski pošti za oddajo Moja slovenščina in zraven pripisati še zaporedne številke 31, ker je to 31. oddaja. Tako, preostalo nam je samo še toliko časa, da se poslovimo, seveda na prav poseben način. To je z novim biserom, ki ga bomo nanizali na našo miselno ogrlico, pravi pa takole. Mnogi dnevi se nam iztečejo, ne da bi spoznali dragocena sporočila, ki ga nosijo seboj. Toliko časa se nam ponavljajo podobne stvari, dogodki s podobnimi ljudmi, da končno dojamemo sporočilo, ki smo ga prej spregledali. Ako nekaj običajnega naredimo drugače, na poseben način, se razpustijo nerazrešeni vzorci. Življenje se obarva z novimi barvami, svežimi okoliščinami in novimi priložnostmi. Sprejmimo jih. In prav to želim res tudi vam, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, da si prihajajoče dni pobarvate po svojem okusu svežimi, optimističnimi in pa živahnimi barvami. In naj bodo takšni potem seveda tudi ti prihajajoči dnevi. Nasvidenje do prihodnjič.